No, kot je bilo že napovedano, bo moje predavanje sestavljeno iz 2 delov. V prvem delu bom najprej poskusila vzpostaviti povezavo med delom in produktivnostjo. To bom naredila tako, da bom skozi 3 glavne koncepte v Marxove misli, to so odtujitev, blagovni fetišizem in teorija vrednosti, pokazala, kako se temeljna človeška dejavnost, kar je samoopredmetenje, sprevrže v samoopredmetenje kapitala. Potem v drugem delu bom pa poskusila vzpostaviti povezavo med produktivnostjo in emancipacijo in to bom naredila preko vprašanja, kako je možno misliti spremembo v dejavnosti, ki nam ne pripada več. No, če kar začnem z odtujitvijo. Prvi pristop, ki ga je Marx ubral pri preučevanju kapitalističnega produkcijskega načina, je temeljil na kritični analizi koncepta alienacije oziroma odtujitve. Koncept odtujitve je Marx prevzel od Hegla in ga je v svojih zgodnjih rokopisih preko Feuerbacha kritično opredelil. No, tako pač, če pogledamo tako kratko kronološko zgodovino, smo imeli Hegla, Feuerbacha in Marxa. Hegel je rekel, da je odtujitev nekaj pozitivnega, ker je dejavnost, ki jo zavest kot samo predmetenje izvaja nad sabo, zato da bi se afirmiral. Potem je prišel pa Feuerbach, pa je rekel ne, odtujitev ni nič pozitivnega, odtujitev je negativna. Negativna dejavnost, ki jo subjekt doživi ravno zato, ker se ne more afirmirati. On je to ponazoril najbolj v tej svoji najbolj znani knjigi Bistvo krščanstva, ki je pokazal, kako v bistvu človek svojo bit projicira oziroma se mu odtuji v to v Boga. No, potem pa pride Marx in Marx v svojih začetnih delih, naprimer v ekonomskih in filozofskih rokopisih, Feuerbachovem poimenovanju priznava velike zasluge za vzpostavitev pravega materializma in prave znanosti, ker je pač to abstraktno bistvo dal nazaj do človeka. Vendar pa Marx pravi, da Feuerbach ni šel dovolj daleč, saj s to potezo zgolj razrešuje religiozno bistvo v človeško bistvo. To preprosto pomeni, da s kritiko religije neko neposredovano, nezgodovinsko, neobjektivno, abstraktno bistvo zgolj iz nebes prestavi na zemljo. Človeka tako razume kot neko spiritualno bit oziroma kot notranje, povsem abstraktno, neopredeljeno lastnost, ki je skupna vsem ljudem. Rečeno drugače, Marxov očitek k Feuerbachu je ravno ta, da njegov materialistični obrat ni bil dovolj materialen, saj sebstvo ostane zgolj abstraktno pojmovani skozi abstrakcijo narejeni človek. In zaradi tega razloga ga je tudi v kasnejših delih, naprimer najprej v nemški ideologiji, označil za polmaterialista oziroma materialista brez zgodovine, ki naj bi na mesto dejanskih historičnih ljudi postavil človeka kot takega. No, da bi pa Marx pokazal, kaj je po njegovem odtujitev, je mogel najprej povedati, kaj je človek. Pri svoji opredelitvi človeka je ključno to, da izhaja iz tega, da je človek bitje narave, oziroma kot on pravi naravno bitje. Če ga citiram, to je še vedno ekonomski in filozofski rokopisi, reči, da je človek telesno, živeče, realno, čutno, objektivno bitje, polno naravne energije, je reči, da ima realne, čutne objekte za objektne laste biti ali svojega življenja, oziroma da lahko izraža svoje življenje samo v realnih, čutnih objektih. No in če na prvi pogled tukaj še nekako deluje, da Marx govori o izražanju te svoje biti v predmetih, pa potem nadaljuje. Biti predmeten, naraven, čuten in prav tako imeti izven sebe predmet naravo čut ali spet biti predmet narava čut za nekaj tretjega je identično. No, v tem stavku se v bistvu skriva ta pravi materialistični obrat Marxa. Marx ne govori o nekem človeškem bistvu, ki se izraža oziroma na tak ali drugačen način manifestira. Marx pravi, da je to izražanje isto kot biti sama. Torej pač biti predmet in imeti izven sebe predmet je identično. Marx tako govori o potrjevanju enega predmetnega bitja preko drugega predmetnega bitja. Za lažjo predstavo pa poda tudi še vedno v ekonomskih in filozofskih rokopisih 2 primera. Prvi primer je lakote. Kot lakota, kot potreba mojega telesa je pripoznanje objekta zunaj mene, hrane, oziroma njene odsotnosti.
saj je kot taka bistven izraz lakote in hrana in obstaja in se izraža le preko nje. Drug primer je primer sonca in rastline. Sonce je objekt rastline, njen nepogrešljivi objekt, saj je bistven element njenega obstoja. Rastlina pa je hkrati objekt sonca, saj je izraz življenjske zmožnosti, ki jo sonce proizvaja. Torej, pomembno je to, da za Marksa je potem vse, kar človek je, to predmetenje. No in pač na tej točki predlagam branje Fischbachovo knjigo, tisti, ki še niste vzeli v roke, ki v bistvu ta njegova knjiga brez predmeta, kapitalizem, subjektivnost, odtujitev, ravno govori o tej odtujitvi. No, na tej točki bi se pa lahko pojavil možen ugovor, ki je tudi Fischbach dobro razdelal v tej svoji knjigi, pa vendar imamo ljudje zavest, ali to kaj spremeni. No, Marx pravi, da dejstvo, da imamo zavest, nas naredi za bolj predmetna bitja od drugih. In sicer prav zato, ker vemo in razumemo, da smo predmetna bitja. To pa spet pomeni, da zavestno in hoteno reproduciramo svoje življenja. Če tukaj citiram Fischbacha. Ne samo biti svojo dejavnost, temveč dejavnost imeti, se pravi poznati jo na podlagi njenih vzrokov. S tem ljudje niso ločeni vse druge predmetnosti, temveč se spremenijo v bitja, ki so še bolj predmetna od drugih. In sicer prav zato, ker so sposobna spoznanja vzrokov, s katerimi so zgibana kot del celote. No, pač to je en del, človek naravno bitje, ki se premetuje. Ampak potem, poleg tega, je pa človek tudi po Marksu družbeno bitje. Oziroma, on temu pravi bitje svoje vrste. In kot bitje svoje vrste se tako tudi potrjuje. Človek ne producira, to preprosto pomeni, da človek ne producira svojih življenjskih sredstev sam, temveč jih producira družbeno. In celotna človeška zgodovina je tako le kultivacija produkcije lastnih življenj. Ta zgodovinski element, te družbene biti, Marx tudi izpostavi na začetku v nemški ideologiji, kjer zapiše: kakor individui izražajo svoje življenja, takšni so. Kaj so, sopada z njihovo produkcijo, tako s tem, kaj producirajo, kot tudi s tem, kako producirajo. Kaj individui torej so, to je odvisno od materialnih pogojev njihove produkcije. No, to ima pa velike posledice, ker to pomeni, da če hočemo razumeti človeka kot takega, oziroma to njegovo samo predmetenje, moramo vedno razumeti tudi način, kako se izraža, ker pa vedno odvisen od produkcijskih razmerij, v katere je človek vpet. No, in zdaj lahko nekako pridemo do Marksovega pojmovanja odtujitve. Za Marksa je odtujitev človeka pomeni neuspešno popredmetenje. Torej neuspešno udejanjanje lastnih sposobnosti skozi objekte potreb, ki ostajajo zunaj posameznika in posameznice. Do takšne odtujitve oziroma neuspešnega popredmetanja pa v kapitalizmu pride zaradi dvojne odtujitve dela. Delo se prvič odtuji v razmerju delavca do produkta njegovega dela. To preprosto pomeni, ker imamo privatno lastništvo produkcijskih sredstev, ti produciraš nek izdelek, ampak ta izdelek ne pripada tebi. In se nekako to tvoje samo predmetenje sprevrže v ne predmetenje. Druga odtujitev je pa odtujitev v razmerju delavca do samega dejanja produkcije znotraj delovnega procesa. No, do druge odtujitve pa pride, ker delo samo postane predmet. Vkolikor naj bi bilo delo izraz človeškega življenja, oziroma to življenje samo, v kapitalističnem produkcijskem načinu nastopi kot njegovo sredstvo. Kaj točno to pomeni, da je njegovo sredstvo, si bomo bolj podrobno pogledali v nadaljevanju. Zdaj imamo samo v mislih, da kot posledica te odtujitve je, da materialno življenje postane cilj, delo pa sredstvo za njegov doseg. Tiste funkcije, ki naredijo človeka kot družbeno bit, so mu vzete oziroma mu postanejo tuje, tako da se lahko človek potrjuje zgolj v svoji naravni biti. Oziroma, kot pravi Marx, to, kar je človeško, postane živalsko in to, kar je živalsko, postane človeško. No, če zdaj nekako povzamem ta prvi del odtujitve, prikazali smo Marksov materialistični obrat pri pojmovanju človeka, pri katerem bi človeka ni vnaprej dana substanca, ki bi se kazala preko svojih atributov,
temveč je ta vedno odvisno od njegovega razmerja do narave in do drugih človeških biti. Rekli smo tudi, da je posameznikova opredmetenje v kapitalizmu odstojena, saj se zaradi privatnega lastništva produkcijskih sredstev po eni strani ne more ustrezno opredmetiti, po drugi strani pa sama dejavnost opredmetenja postane predmet. Takšna sprememba v posameznikovi biti pa je možna, ker produkcijsko razmerje, v katero je delo vpeto, vpliva na formo, v kateri se človek izraža in posledično tudi na to njegovo vsebino. No in za nadaljevanju si bomo s pomočjo koncepta blagovnega fetišizma pogledali posledice tega dejstva. No, torej, rekli smo, da je v kapitalističnem produkcijskem načinu ključna privatna lastnina produkcijskih sredstev. To pač pomeni pa to, da koliko hočeš ti producirati svoje življenje in se opredmetovati, tega ne moreš delati kar tako, ampak moraš iti na trg. In na trg greš z edino stvarjo, ki jo še imaš. To je pa gola zmožnost za delo, torej neka gola potencialna zmožnost opredmetanja. Kot delo, kot potencial čiste dejavnosti. No, ampak kot ta čista dejavnost, pa ima tudi delovna sila tudi sama dva značaja. To je delo, ki producira uporabno vrednost in vrednost, torej menjalna vrednost oziroma vrednost. Ta menjalna vrednost pa nastane z abstrakcijo od konkretnih del in znjavi. Nastane na ta način, da se vsa različna konkretna dela enači kot kvalitativno enako človeško delo, torej kot abstraktno delo. Abstraktnega dela ni mogoče meriti, ni ga mogoče porabljati, ni ga mogoče vnaprej določiti. Abstraktno delo je razmerje veljavnosti med različnimi blagi, ki se vzpostavi v menjavi. No, bistveno je pa to, da kot to razmerje veljavnosti med enakovrstnimi človeškimi deli, lahko abstraktno delo postane vrednotvorna substanca. Vrednost blaga se, pravi Marx, določi s kvantumom v njej vsebovanja vrednotvorne substance dela. To pa pač pomeni, da v trenutku, ko konkretno delo stopi v menjavo, postane le del abstraktnega dela, to pa mu omogoča, da vidi, ali je bilo porabljeno delo konkretno, če je bilo to konkretno delo vrednotvorno ali ne. Ta podatek je v kapitalizmu bistvenega pomena, saj šteje samo tisto delo, ki je dejansko vrednotvorno. No, pač pol je še naprej to, da za vrednotvorno delo šteje samo tisto delo, ki v povprečnih pogojih nujno za produkcijo določene uporabne vrednosti, ampak pač ne bom šla v bolj detaljno analizo. Pomembno je samo to, da si zapomnimo, da to abstraktno delo kot vrednotvorna substanca takšno zaradi svoje forme in ne vsebine. Torej ni nič substancialnega, ampak je razmerje enakosti, ki nastajane šele v menjavi. No, to ima pa dve glavni posledici. Prva je ta, da s tržnim posredovanjem produktov človeških del so družbeni odnosi, ki bi morali pripadati producentom, nekako lepijo na proizvode dela. Lepo se pa tako, da jim podajo to vrednostno formo. In to je pač ta Marxov blagovni fetišizem, ki ga bom kar citirala. Zaradi takšne vrednostne forme se producentom med njihovimi privatnimi deli družbena razmerja kažejo kot to, kar so. Namreč ne kot neposredno družbeni odnosi med osebami v njihovem samem delu, temveč prej kot rečevni odnos med osebami in družbeni odnos med rečmi. Torej, rečevni odnos med osebami in družbeni odnos med rečmi. Nakratko, kaj to pomeni? Družbeni odnos med rečmi pomeni, da to, da imajo stvari vrednost, to dejansko priznamo, to je družbena forma, ki jo, to ni neka njihova naravna lastnost, ampak jim pripada družbeno. Ker pa spet ne pomeni, da je zgolj iluzija, da stvari imajo vrednost. Narobe je to, da mislimo, da imajo vrednost samo po sebi, da ne vidimo, kako je ta vrednost nastala. To pa, da se družbene razmere kažejo kot rečevni odnos med osebami, to pa pač tudi ne pomeni, da kapitalizmu z drugim začnemo delati zgolj z rečmi in človeško življenje niso nič več vredna. To za Marxa pomeni dve stvari. Prva, da se ljudje lahko
opredmetujejo oziroma tvorijo to svojo družbeno bit samo na ta način, da predmete posedujejo. In drugič, da se ta vrednost oziroma osamosvojena vrednostna predmetnost osamosvoji in stoji proizvajalcem nasproti kot avtonomna moč pod nadzorom, katere so, namesto da bi jo nadzorovali. Tako da to pa pač pomeni, da se celotna produkcija ne vrti, ne prilagaja temu, kakšne so produktivne zmožnosti neke družbe, ampak se vrti okoli tega, te spremembe vrednosti v posameznih produktih. Druga posledica, ki je v bistvu bolj ključna za mojo izpeljavo, je pa ta, ko smo v bistvu že nakazali, da posameznik in posameznica v prvi vrsti nista predmetni osebi, temveč abstraktna individua. Abstraktna individua zreducirana nosilca abstraktne sposobnosti dela kot porabljanje mišic možganov. To pa pomeni, to, da si abstraktni individuum, pomeni, da je delovna zmožnost vsakega posameznika zreducirano oziroma postane kvazi eksistenca med bitjo in nebitjo. Kvazi eksistenca v tem smislu, ne, da vedno že je, ampak da bi pa lahko bila, rabi pogoj, da se realizira. Ne. Pač ti vedno že imaš to sposobnost, da se opredmetiš, ampak da pa bi se dejansko predmetil, rabiš ta zunanji moment. In ta zunanji moment spet dobiš v menjavi in pač ta zunanji moment je pogoj realizacije, da lahko ti to realiziraš svojo sposobnost. No, pomembno pa je, da iz takšne situacije se rodi iluzija, da smo subjekti z ontološko-prehodnim vsebstvom, ki se izraža v predmetih, namesto skozi njih. Vendar pa videz, da smo avtonomni in suvereni subjekti samozavedanja, po Marksu je ravno obratno znak človeške nemoči. Znak, da človek nima popolnoma ničesar, saj sta mu odtujeni tako vsa predmetnost, kot zmožnost upredmetenja samega. Tako da ta svobodna zavest ni nekak zdaj abstraktni košček, ki bi se nekako opiral tem kapitalskim formam, ki ga kapitalske forme še niso zajele, ampak je v bistvu nekako produkt teh samih form. No in kar se hoče takle povedati, je, da ta fetišistični videz objektivne forme odtujene zavesti, ker je pač to, kar sem prej govorila, progon fetišizem, je neposredno zvezan s fetišističnim videzom subjektivne forme, oziroma rečeno drugače, vkolikor je blagovna forma objektivna forma odtujene zavesti, so abstraktni svobodni posamezniki njena subjektivna plat. Pri tem je pa pomembno, da s tem, ko se posamezniki vidijo kot svobodne in samo determinirajoče individuume, zgolj producirajo blagovno formo. Če zdaj zaključam ta drugi del. Če smo v prvem delu rekli, da je forma, v kateri se pojavi človeško samopredmetenje, vedno rezultat v družbeno-zgodovinskih razmerjih, lahko zdaj dodamo, da je ta način, kako je dejavnost samopredmetenja v kapitalističnem produkcijskem načinu preoblikovana, je pač način, da namesto nekaj najbolj konkretnega postane nekaj najbolj abstraktnega. Delavec kot producent se ne opredmetuje več, temveč prodaja svojo delovno zmožnost. Tako da se lahko bi tudi rekla, da če je Marx se na začetku ukvarjal s človekom kot takim in je pokazal, da pač ta abstraktni individuum ne obstaja in da nekako defetišiziral ta videz, gre zdaj isto naredi pri kategorijah tradicionalne politične ekonomije. Ravno tako pokaže, da blago, vrednost, kapital niso nekaj sami na sebe danega, ampak so določene manifestacije točno določene strukture. Ampak to ni vse, kar Marx naredi. To je veliko, da pokaže, da za tem videzom dejansko so neka družbena razmerja. Ampak to, in zdaj prehajam na ta tretji del, teorijo vrednosti, to, kar pa v drugem koraku Marx naredi, je, da pokaže, zakaj se vrednost nujno pojavlja ravno v formi, v kateri se pojavlja. No in zdaj na tej točki ne bom šla v neko detaljno analizo, več
vami večina že to pozna, tisti pa, ki ne poznate, mi v bistvu morate verjeti na besedo, da ko imamo enkrat vrednost, ta vrednost ne more obstajati brez denarja in ko imamo enkrat denar, ne more obstajati brez kapitala in potem kapital spet pobuje vrednost in dobimo ta cikl. Bom še nakratko povedala, no, kako to, ampak ne bom še to v stano. Pač čisto nakratko, za tiste, ki ne veste, da bi vrednost lahko bila vrednost, se mora nujno izraziti v obči vrednosti formi, ki svojo materialno vsebino dobi v denarju. Kolikor pa hoče denar v blagovni menjavi zares učinkovati kot vrednostni izraz za celotni svet blag, mora prevzeti obliko trajne in samostojne podobe vrednosti. Takšne podobe si ne more zagotoviti v enostavni cirkulaciji, saj je v njej zgolj izginjajoče posredovanje, kot pravi Marx, kar pomeni, da v trenutku, ko pride do menjave blag, njegova prisotnost ni več potrebna. Da bi se v samostojni podobi vrednosti ohranil skozi celotno cirkulacijo, mora postati sam sebi smoter. Biti mora tako predpostavka kot rezultat lastnega procesa in se kot tak tudi opredmetiti. Na tem mestu pa se vrednost najde pred novim protislovjem. Denar je lahko zgolj določena vsota denarja, ampak hkrati mora pa reprezentirati vsa blaga. In zaradi tega protislovja lahko svoje protislovje reši zgolj tako, da se kvantitativno plaja, torej da postane samo uvrednotujoča se vrednost, s drugimi besedami kapital. To gibanje kapitala, oziroma končne podobe vrednosti, ko smo rekli vrednost, denar, kapital, je samo sebi smoter in neskončno. In to spet citira Marxa iz Kapitala. Tu, torej v kapitalu, vrednost postane subjekt procesa, v katerem ob stalni premeni forme denarja in blaga spreminja samo svojo velikost. Se kot presežna vrednost odbija od same sebe kot prvotne vrednosti, se samo vrednoti. Kajti gibanje, v katerem dodaja presežno vrednost, je njeno lastno gibanje. To je njeno vrednotenje, je samo vrednotenje. Dobila je okultno kvaliteto, da poraja vrednost, ker je vrednost, kot ji živa mladiče ali saj nese zlata jajca. In kapital se tako kot končna podoba vrednosti popolnoma odcepi od svojega izhodišča in postane nekako krožno gibanje neprestanega samovrednotenja. Ampak to pa še ne pomeni, da se odcepi na ta način, da obstaja kot neka abstrakcija na finančnih trgih, ampak je vpeto v družbeni odnos, oziroma je družbeni odnos sam. Ne, zakaj pa je družbeni odnos? Je sedaj pa najbolj pokazati na primeru produktivnosti. Rekli smo, da delavec vstopi na trg, da bi se delavec v predmetu moral vstopiti na trg delovne sile. In kaj tam? Tam pa lahko ponudi edino stvar, ki mu še preostala, torej to golo delovno zmožnost, golo zmožnost predmetanja. No in kapitalist pa menja to njegovo golo zmožnost z mesto, torej na določeno vsoto denarja. In se na ta način prisvoji. In potem pa ta kapitalist ga pa kupi zato, ker mu prinaša novo vrednost, oziroma ker delavca proizvede več vrednosti, kot je samo vredno. Ne? Pač delavec tekom delovnega dne proizvede več vrednosti, kot je sam vreden. Oziroma, drugače. Kapitalist kupi to zmožnost, kot golo zmožnost samopredmetenja in potem nekaj z njo naredi. In kaj z njo naredi? Marx da dva načina, kako kapital po sabo subsumira dela. Prvi način je formalna subsumpcija dela pod kapital. To pomeni, da delavec dela to, kar dela, torej opredmetuje samega sebe z pogoji, ki mu jih zagotovi kapitalist, ampak ne dela zase, dela za njega in dela v pogojih, ki mu jih je on določil. In ta razlika med tem, kar že je in še ni, kar smo povedali čisto na začetku, je razlika, ki delovni sili omogoči, da po upravljenem delu proizvede več vrednosti, kot je bila pa vredna zmožnost njenega dela na začetku. Torej, Marx ste verjetno že veste, ampak vsem, to ponazori z delovnim dnem. Delavec dela recimo 8 ur,
v začetnih prvih 2 urah, proizvede neko vrednost, ki se mu potem povrne v obliki mezde, preostanek delovnega časa, pa vse, kar naredi, pripada kapitalistvu. Tudi produktivnost v bistvu nahaja v tem drugem delu. Ker pa kapitalist hoče, da je njegov delavc čim bolj produktiven, pa hoče čim več iz njega izkoristiti te presežne vrednosti. To pa naredi na 2 načina. Ena je, da preprosto zniža mezdo, kar pomeni, da zniža ta prvi del, koliko časa delavec dela zase. Druga možnost je pa, da podaljša delovni dan, tako da se v bistvu ta drugi del podaljša. Temu Marx reče proizvajanje absolutne presežne vrednosti. Ampak to vsi morajo delati zaradi tega, da dobijo presežno vrednost, da plačajo delo, da si obnavijo te produkcijske sredstva, da dobijo presežek. Ampak to ni pa vse, kar morajo kapitalisti delati. Ker okolikor hoče kapitalist kot personifikacija kapitala s svojim izdelkom konkurirati na trgu, mora ves čas transformirati materialne pogoje produkcije na način, ki mu bo omogočil čim večjo produktivnost njegovih delavcev in bo posledično prinesel čim večji dobiček. No in tukaj je pač ta ključni del moje poante. V kapitalist v tem drugem načinu, kar je realna substitucija dela pod kapital, delovno silo omeji, zameji oziroma preoblikuje tudi kot tisto, kar še ni. Realna substitucija omogoči kapitalistu proizvodnje relativne presežne vrednosti, ki temelji na povečevanju produktivnosti dela z uvedbo vedno novih produkcijskih sredstev, ki spremenijo tako delovni proces kot delo samo. Pa če smo na začetku rekli, človeško samopredmetenje kot nekaj najbolj konkretnega, se v kapitalizmu spremeni nekaj najbolj abstraktnega, neko golo zmožnost dela. No, v tem, v zadnji instanci, se pa ta gola zmožnost dela opredmeti. Opredmeti se na točno določen način in opredmeti se način, kot ga določa kapital. No, pač to Marx v Kapitalu pokaže preko kooperacije, delitve dela in pač teh strojev, ne bom še rekel to, no, kako kapital preoblikuje delovno silo kot tisto, kar še ni. To, kar še ni, pa lahko preoblikuje ravno zaradi tega, kot smo videli, zaradi predhodne ločitve delavca od produkcijskih sredstev. Oziroma, če citiram Šreja, lahko bi rekli, da kapitalistična industrijska produkcija proizvaja človeško bistvo kot formo produktivne zmožnosti z namenom, da bi jo izkoristila. V svoji materialnosti produktivni subjekti tvorijo zgolj določen način eksistence kapitala. To ima pa zdaj spet dve posledici. Prva je nekako, jo poimenujem samodisciplina. Pač to pomeni, da nadzor kapitala nad delom se ne odvija le v procesu produkcije, temveč tudi v reproduktivni sferi družbe, v tako imenovanem prostem času. Ker posameznice in posamezniki za preživetje morajo predajati svojo delovno zmožnost, je v njegovem oziroma njenem interesu, da to svojo delovno sposobnost oplemenitita na tak način, da bo čim bolj všečna za delodajalca. To pa pomeni, da tudi v primeru, ko ne bosta neposredno vključena v svoj proces, torej ko ne bosta direktno v delovnem času, bosta svoj prosti čas porabila čim bolj produktivno, torej investirala vase kot dobesedno človeški kapital. Torej, bosta samega sebe reproducirala kot ustrezno personifikacijo svojega blaga. No in druga posledica, ki sem v bistvu tudi že na nekaj način povedala, je pa ta, da če smo na začetku rekli, da človek potrebuje svojo bit kot opredmetenje, lahko sedaj rečemo, da v kapitalističnem produkcijskem načinu kapital potrebuje svojo bit preko opredmetenja človeka. Kapital kot nečloveška družbena forma, ki se razvija neposredno iz človeških produktivnih zmožnosti, sam postavlja pogoje svojega udejstvovanja in sicer tako, da človeško zmožnost temeljito preoblikuje na točno določen način in v skladu s točno določenim interesom produktivnosti. S tem v mislih lahko tudi rečemo, da je produktivnost dokončna izguba človeške biti, kot samo predmetenja, oziroma zavestne produkcije lastnega življenja kot tistega, kar pravi Marx, tudi najslabšega stavbenika, arhitekta, odlikuje pred najboljšo čebelo.
No, to je nekako ta prvi del. Mogoče čisto za konec še te trije koraki, ki sem jih povedala, se ne dogajajo nekako časovno en za drugim, ampak se odvijajo hkrati in drugega pogojujejo. No, drugi del. V 18. Brumaireu je Marx zapisal, da ljudje ne ustvarjajo družbeni biti oziroma lastne zgodovine, kakor bi se jim zaljubilo, ne delajo v okoliščinah, ki so si jih izbrali, temveč v okoliščinah, na kakršne so neposredno naleteli. S tem v mislih lahko rečemo, da tudi sprememba družbene biti oziroma potencialno revolucionarno dejanje ne mora nastati, kot se nam zljubi, temveč mora nastati v okoliščinah, v katere je dejanje vpeto in v katerih se želi otaliti. Z drugimi besedami, kolikor želimo misliti resnično drugačno dejanje, ga ne moramo vnaprej predpostaviti, temveč ga moramo vsaj do neke mere izpeljati iz temeljne človeške sposobnosti, to je sposobnosti samopredmetenja, oziroma iz oblike, v kateri se to samopredmetenje pojavlja. Kaj smo zdaj povedali? Vendar pa smo videli, da je ta sposobnost v kapitalističnem produkcijskem načinu preoblikovana na način, da ne služi več ljudem, temveč samouprajočemu interesu kapitala. Torej, glavno vprašanje, ki se ga vprašamo na tej točki je, kako spremeniti, transformirati dejavnost, ki nam ne pripada več, ki smo videli, da ni naša dejavnost, ampak je pač dejavnost kapitala. In rečeno drugače, kako je možna sprememba v času realne subvencije dela pod kapital, torej v času, ko sistem ravno deluje na ta način, da nenehno proizvaja spremembe. No, pač en možni odgovor na to bi bil, da človeškemu delovanju preprosto nadanemo drugo formo, da se predmetuje na drug način. Problem s tem je, da koliko želimo biti dosledni materialisti in slediti Marxovi misli, to ni možno, saj bi s takim poimenovanjem zapadli v Feuerbachovo opredelitev človeka kot takega. Rekli pa smo, da človek kot tak ne obstaja, tako da mu tudi ne moramo preprosto menjavati forme delovanja. No in za konec želim jaz predlagati, da mislimo na kakšno rešitev oziroma možnost rešitve ravno tam, kjer se nam zdi, da je nemogoča, torej znotraj delavca kot personifikacija svojega blaga oziroma znotraj vseobsegajoče kapitalske težnje po produktivnosti. No in zdaj pač na ta način. Ne? Če bi takšno dejanje obstajalo, kakšne lastnosti bi imelo? Prvič, dejanje ne sme imeti svojih subjektivnih in objektivnih pogojev, ker vkolikor se želimo izogniti dualizmu, ga ne moramo razumeti kot neko naprej dano človeško vsebino in te vsebini preprosto določati materialne pogoje, ki so potrebni za to, da bi se realizirala. Razumeti ga moramo v temeljni formi človeškega delovanja, torej v formi, za katero smo rekli, da skozi samo delovanje v akterju proizvede nekaj več, kot je bilo pred tem dejanjem samim. Tem drugič, takšno dejanje mora biti svobodno, ampak ne spet svobodno v tem smislu, da morate potrditi to svojo abstraktno bit, ker smo videli, da to pač ne obstaja, ampak svobodno v tem smislu, da se zaveda svoje determiniranosti in odkrije svojo vsebino znotraj forme delovanja. Tretjič, takšno dejanje bi moglo imeti smoter, pač tako dejanje ima nek interes, nek smoter, za katerega si prizadeva, vendar pa ta smoter ne sme biti že obstoječi smoter, torej interes kapitala, hkrati pa ne sme biti določeno naprej, ker bi na ta način spet zapadli v ta dualizem. Biti mora torej brezinteresno delovanje, ki hkrati ima interes in nima interesa, oziroma mora biti smotrno brez smotra. In četrtič, takšno dejanje, in ta pogoj se sliši najmanj verjeten, takšno dejanje mora biti univerzalno možno, kljub temu, da se mora zgoditi individualno pri vsakem posamezniku. Torej, mora biti možno pri vseh posameznikih in posameznicah, kljub temu, da ti obstajajo zgolj kot izolirani elementi in jih ne pozvezuje nič drugega kot ista lastnost teh abstraktnih individuumov. Torej, če se strnem, to dejanje, ki bi potencialno bilo možno
odpreti nek prostor drugačnega delovanja tam, kjer tako, da to ni možno. To dejanje mora biti dejanje, katerega vsebina ni vnaprej določena, temveč le to proizvede v samem delovanju. Izhajati mora iz elementov sistema, v katerega je vpeto, kljub temu, da mora biti od njih popolnoma različno. Imeti mora smoter, brez da bi zares imelo smoter, in biti mora hkrati možno univerzalno, hkrati pa mora do njega priti pri vsakem posamezniku in posameznici posebej. Ko enkrat pogledamo te pogoje takšnega delovanja, dejanja, pa vidimo, da te pogoje že nekdo mislil, in mislil jih je Kant v svoji tretji kritiki, bolj natančno v formi reflektirajoče razsodne moči. Zdaj pač ne vem, razsodna moč je pri Kantu ta zmožnost, da mislimo posebno vsebovano pod občim in to naredimo lahko na dva načina. Prva je določujoča razsodna moč, ki ima obče že dano in potem samo pogledamo konkretne primere in jih subsumiramo pod obče. Pri reflektirajoči razsodni moči pa obče ni dano, kar pomeni, da ga mora ta reflektirajoča razsodna moč proizvesti in s tem, ko proizvede to obče, je v bistvu pri njem ta forma, da proizvede tudi samega sebe postavi. In zdaj pač ne vem, koliko je zdaj smiselno, da grem tukaj v neke tehnične opredelitve reflektirajoče razsodne moči, ker v bistvu to je še neka ideja, ki še vedno razvijam, tako da bi v bistvu za konec sem nakazala, v katero smer se mi zdi produktivno razmišljati. Moja ideja je bila, da preko realne subsumpcije se kapital podredi delo na način določujoče razsodne moči, torej tako, da ga subsumira pod že dane koncepte oziroma golo zmožnost dela v predmeti na točno določen način. Kljub temu, da mora za obstoj nenehno transformirati svoje pogoje možnosti, kar pomeni, da vedno znova oblikuje možnost dela svoje potrebe, pa njegovo delovanje vedno služi enemu in istemu smotru, samooplajanju. Njegova fleksibilnost in permanentna revolucija tako zgolj na videz proizvajate nekaj novega, v resnici pa se vedno znova giblje znotraj enega občega in giblje se pod direktivo edino poznanega smotra. Res je, da nam na ta način vzame zmožnost samopredmetanja, vendar je pri tem bistveno tudi, da vas se ne zmore vključiti delovanja po načinu reflektivne razsodne moči, torej dejanja, ki dejansko ustvari novo občost in kot tako ne potrebuje vnaprej postavljenega pravila, po katerem se formira. Dejanje, ki je brezinteresno in popolnoma subjektivno in dejanje, ki je hkrati univerzalno možno pri vseh posameznikih in posameznicah, kljub temu, da se mora pri vsakem zgoditi posebej. Torej, kolikor iščemo nekakšno rešitev proti produktivnosti in zmožnost spremembe znotraj produkcijskega načina samega, jo po mojem mnenju moramo iskati v tej formi delovanja reflektivne sodbe. Vem, kaj je bilo to. Hvala Leja za predavanje. Zdaj, danes smo malo časovno omejeni, tako da ne bomo imeli ful veliko časa za razpravo, ampak vseeno, če so kakšna vprašanja, lahko na hitrco ene par. Ja, sem komentar mogoče ta ideja, a so res vsa dejanja, oziroma v kakšnem smislu so v zdajšnji situaciji vsa dejanja kapitala, oziroma... Ne, se niso, jaz sem to... Mislim, ne vem, jaz sem pomislil kot taki totalizirajočem pojmovanju. Ne, jaz sem, itek se lahko predmetuješ to druge kot v produkciji, ampak jaz sem s tem štartala, ne, da grem na to, predmetovanje skozi produkcijo. Pač to stran ostavim. Potem se, tako kot so subjekt, se je tudi en način opredmetovanja je govorica in pa dobiš celega subjekta ven in pa se cela stvar fusa plete. Na ta način tudi se opredmetuješ se tudi na drugih področjih, ne, ampak pa če jaz začenjam tako zelo rudimentarno in pa ko bi enkrat to lahko vse izpeljala, da bi šla pol naprej na to. Ok, ne, mislim, ni pol to, da pač to, kar predlagaš na koncu, dejanje po modelu reflektiranja moče, razhodne moči, mislim, da je že možno samo
kapitala. Mislim, to da pač... Ja, sej v bistvu se gre za pač to formo prehoda, kak je možno. Ne, ker pač nisi težko misliti, kako je, sploh ne potem, ko je Marx naredil podrobno analizo, ali pa kako bi moglo biti, težko je misliti, ne, zakaj je drugač kot tako. In jaz to, kar hočem narediti, da bi naredila to neko čisto formalno opredelitev, kako je možno ta prehod. Mislim, pač se je zdaj na abstraktnem nivoju, tako da. Še eno hitro vprašanje, recimo. Ja, lahko se. Ja. Bom poskusil še vam namigniti. Marx je v svojem maturitetni nalogi že zapisal, da družbene razmerja stopamo še predno jih lahko določamo. Mladi Marx, srednješolec. Pomeni, da ko vstopamo v družbene razmerja, so do neke stopnje že izoblikovane. Pravi, smo vrženi v svet, v našem primeru, recimo temu kapitala, profitnosti, menjalne vrednosti, nabitosti fetišizma, ideološkega, ekonomskega, osebnostnega, političnega, oblastnega in tako naprej. Pravi, gre za pluralizem fetišov, ne samo to, kar smo klasično razumeli kot fetiš. Zdaj, kaj lahko naredimo? Marx je v pariških rokopisih iz 1844, jaz vam bom tudi razdelil, ker če že pridem, bom malo šolnika spet, zelo zanimivo misel napisal. Predavateljica oziroma vodničarka je govorila, kako poteka delovni proces tako imenovane alienacije. Zdaj se postavlja vprašanje, kako se stopiti iz obstoječih odtujenih odnosov ponovno v odnose, v katerih človek potrjuje svoje generično bistvo, to se pravi rodovno bistvo, to, kar je sem, to, kar ti si, ne to, kar pričakuje od tebe delovni proces, ki ti je dejansko vsiljen. In vsiljen zaradi tega, ker če hočeš preživeti, ga moraš sprejeti. Sicer vemo, kaj se dogodi. No, Marx v pripombah k Milu pravi, edini razumljivi jezik, ki ga govoriva med seboj, so najni predmeti v medsebojnem razmerju. Človeški jezik bi nama bil nerazumljiv in bi bil brez haska. Ena stran bi ga vedela, da je prošnja rotenje in zato je ponižanje. In tako bi občutila ter zato izrazila s sramom, z občutkom zavrženosti. Druga stran bi ga sprejela in zavrgla kot nesramnost ali blaznost. Tako zelo sva si človeško odtujena, vzajemno človeško odtujena bistvu človeškemu, da se nama zdi neposredni jezik kratenje človeške časti, odtujeni jezik stvarnih vrednosti pa upravičena, samo sebi zaupajoča in samo sebe priznavajoča človeška čast. Zdaj, če postavim tu sebi vprašanje, kako se povnanjam iz bistva, ki ga nosim v sebi in koliko mi je dopuščeno, da to ustvarjam, se moram soočiti z lastnikom kapitala, ki mi dirigira, kaj od mene pričakuje in mi tudi ne pove, prvi 2 uri boste delali za lastno preživetje, delali boste cel dan, ker se lahko jaz domislim, da bom rekel, 2 ure delam zase in mi to zagotavlja reprodukcijo mojih zmogljivosti, ostale del časa pa malo denarov. Marx je tudi v Kapitalu napisal, da ima delavec pravico do lenote. Pa ni zamejeno, kdaj se zaključi proces moje duhovne, emocionalne, kulturne reprodukcije kot osebnosti. Ampak se vleče skozi cel dan in skozi mislim, da sebe produciram, pa sebe ne produciram, ampak produciram sebi lastno drugo bit. Se pravi, da sem se povnanil, stopil sem ven in zdaj tisto zunaj nasproti mene stoji kot tujek proti meni. In jaz sem ga ustvaril. In mene dosti krat odkrito
povedano, moti, ko reče ljudje kapital, profit. Za tem kapitalom, za tem profitom stoji nekdo, to je človek. Drugi človek, ki ima to možnost, da mene hlapčuje, da me poniža na raven predmetnega. Zato je človeški jezik postal potrata časa. In je edini razumljivi jezik, predmetni jezik, ki kroži med teboj in menoj. Vsi, ki poznate Fromovo delo imeti ali biti, je relevantno danes imeti in ne biti. Kajti biti danes, izbiti sebe, je hudičevo težko. Najlažje se je popredmetovati, to je pa vprašanje, koliko doživaš popredmetenje v sebi kot tesnobo, anksioznost, depresijo ali suicidnost, tudi na kraju krajeva. Jaz ne bom naprej govoril, kdo pa je organizator tu? Jaz sem prenesel tudi en tekst, v katerem Marx piše, kaj pa bi pomenilo, da človeško producirava. Ne zato, ker nama kapital dirigira, pa presežna vrednost, katero kapitalist razpolaga, ampak da producirava kot človeka. Ne kot menjavanje delovne sile, ampak kot človeka. Se pravi, Buber bi rekel, ti si ti, jaz sem jaz, v najnem odnosu se dogaja jaz, ti javstvo. Nihče ni umestnika med teboj in menoj. Mi se pa srečujemo neprestano, da je med teboj in menoj nek umestni člen, ki dirigira tebe, mene, in v tistem trenutku, če nekdo dirigira ob velikem govorenju, da si ti avtonomen, jaz avtonomen, je to hinaščina, ki jo nosi produkcija kapitalističnih odnosov. Še nekaj, jaz sem vam zelo hvaležen za tole današnje, predvsem zaradi tega, ker poslušam ljudi. Vse, kar je narobe, je kriv Marx, Engels, Lenin, Feuerbach, Althusser, Buber, Schopenhauer, celo Nietzsche, vse, kar se dogaja. Kot da ne ustvarjamo odnosov, naj gre zdaj za proizvodne odnose na konkretni materialni ravni, ali ko ustvarjamo odnose v tako imenovani suprastrukturi, to se pravi, včasih smo rekli temu dozidava, nadstavbe in tako naprej. Zato, zdaj bom zaključil. Koren za človeka ni kapital, ni profit, ni menjalna vrednost ali pa denar kot splošni ekvivalent odnosov. Koren za človeka je človek sam. In če hočemo kaj storiti, moramo začeti v sebi, iz sebe in ne biti zadovoljni z 11. tezo o Feuerbachu. Filozofi so svet različno razlagali, pa pika, ampak on nadaljuje, Marx, pa Engels. Treba ga je spremeniti. Hvala. Hvala tudi vam. Pa zdaj, ja, mislim, da lahko zaključimo, ne? Okay.